Čeprav situacija v Sloveniji niti slučajno ni rožnata, pa smo lahko vseeno hvaležni, da se z virusom spopadamo učinkoviteje kot naši zahodni sosedi. V Italiji je zaradi izrednega stanja nenavadno obvestilo objavil celo papež Frančišek. Upam, da smo pravilno prevedli njegove besede, ker naš prevajalec trenutno ni dosegljiv, pa smo sami. Mi me gusta usar una palabra que me hace bien. Los santos de la puerta de al lado. Muchos no son creyentes, muchos son agnósticos o llevan una vida de fe a su manera, pero en el testimonio vos ves esta capacidad de jugarse por el otro. Režija, a smo ziher, da je to prav? Dajmo rač preveriti, no. Me je zvenel, kada govori nekaj o svetnikih. Vrhovni poveljnik Rimokatoliške cerkve pa ni edini, ki mora te dni vernike nagovarjati preko spletne kamere. Na ta način sveto mašo prenaša kar nekaj italijanskih duhovnikov, eden izmed njih pa je poskrbel za rekordno število ogledov, saj svoj nastop vizualno popestril. Buonasera, ci ritroviamo insieme per pregare, io in chiesa e voi a casa. Duhovnik je mašo prenašal preko storitve Facebook Live, pri tem pa po nesreči vklopil naključne filtre. Zanimivo, ker do zdaj so duhovniki filtre uporabljali predvsem na Snapchatu in to tiste, ki te spremenijo v otroka. Kljub temu, da so skoraj vse življenjske storitve zdaj na voljo preko spleta, pa se nekateri Italijani vseeno ne morejo upreti skušnjavi. Kljub pretresljivim številom smrti in obolenj z novim koronavirusom, nekateri prebivalci še vedno ne upoštevajo navodil vlade. Od 11. marca, ko je vlada uvedla omejitev gibanja, so zaradi kršitev ovadili že več kot 100.000 oseb. Italijani še naprej kršijo karanteno, čeprav jih je premier Conte opozoril, da lahko stanovanja zapuščajo le, če je res nujno. Tu pa se seveda pojavi problem, ker nekateri Italijani pod besedo nujno razumejo tudi nujni espresso s prijatelji. Pa še bolj nujno vožnjo z gondolo. Da bi prekrškarje čim hitreje sledili, so se italijanske oblasti lotile tudi bolj inovativnih ukrepov. Za nadzor nad ljudmi, ki bi kršili karanteno, je v Neaplju policija pričela z nadzorovanjem z droni. Droni v Neaplju torej iščejo prekrškarje, hkrati pa snemajo čudovite panorame, ki jih italijanska policija nalaga na Shutterstock. Obenem pa obljubljajo, da se bodo v primeru neučinkovitosti iskanja z droni poslužili najbolj zanesljivega načina, kako ujeti Italijana. Po mestu bodo nastavili mišolovke s pico. Da do tako drastičnih ukrepov vseeno ne bi prišlo, so svoje meščane nagovorili tudi župani italijanskih občin, ki so pri tem ubrali tipično italijansko, mirno in spravljivo calma noto. Andiamo a poslušati. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e le femmine. A che cazzo servono? Chi cazzo ti andava te per sti capelli aggiustati in tutta vita? Dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa! A casa 20 persone per fare sto cartellone, perché il cartellone deve essere bello. E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. Siete degli irresponsabili, dei cretini, degli emeriti cretini. S takimi izbranimi besedami so župani nagovorili svoje ljudstvo. Nas pa seveda zanima, če so njihove besede zalegle. Zato se zdaj obračamo na našega obalnega korespondenta in upokojenega vohuna Marka Žerjala, ki je za nas preveril, ali se Italijani končno držijo pravil karantene. Čau, Jure. Ja, nažalost je res tako, kot pravijo. Še vedno imamo ljudi, ki v Italiji kršijo karanteno. Sicer nisem bil osebno v Italiji, ampak itek je tako blizu, da ja lahko tukaj vidim, če jo kdo krši. Ajde, poglejmo. Ja, evo, še vedno imamo take, ki hodijo k frizerju. Mislim, zakaj? Kaj vam zdaj to rabi? Jaz nisem obril za biti po televiziji, oni pa morajo nujno zrihtati frizuro za doma sedeti. Pa, glejte to. Mislim, kaj delaš? Kje misliš, da boš zdaj našla princa na belem konju? Sorry, punca, ampak s takim obnašanjem boš prej kot princa na belem konju našla princa v beli halji, mislim. In evo, te še kar igrajo nogomet. Zdaj, ko so prepovedane tekme od serije A, so si oni organizirali kar eno serije K za korono. Ker tukaj, če koga okužiš, si je lahko rečeš, si je malo sam kriv. Se je on kričal, meni podaj, meni podaj. Mislim, da tem fantom bi mogel pokazati rdeči karton še kakšen sodnik izven igrišča. In glejte, oni kar lepo hodijo v restauracijo.
Italijani se bojo dobesedno prej odrekli življenju kot pa pašti. Kakšno vino priporočate zraven teh tagliatell? Ja, imamo en Merlot, letnik 2017, imamo en Pinot Noir, letnik 2007 in pa en Covid, letnik 2019. Ampak ta itak pride z vsakim naročilom. Žalostno je, da Italijani ne jemljajo stvari bolj resno, glede na to, v kakšni situaciji so, tako da dajmo se poskusiti kaj naučiti na napakah sosedov, brez da jih sami ponovimo. Res, če ni nič nujnega, rajši ostanite doma. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.